Zdaj pa se začenja tako imenovani literarni blok in sicer cela vrsta publikacij, ki so šle v okviru Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede. Predstavljal jih bo dr. Matija Ogrin z istega inštituta, začenši s tole brošuro, ki je šla ob častitljivi 70-letnici zbirke Zbrana dela, ki izhaja pod okriljem založbe ZRC od leta 2009. Odtlej je v bistvu od vsega začetka, od leta 1946 je šlo več kot 250 zvezkov, ljubkovalno poimenovanih. Napoveduje se pa tudi v bistvu nova podzbirka, ki se zazira dlje v preteklost slovenskega slovstva. Kako je pravzaprav s tem? Vam je zmanjkalo pisateljev in ste se že začeli ozirati po sodobnikih? Dober dan, sem skupaj. Pisateljev ni zmanjkalo, ampak začeli smo res odkrivati še starejše pisatelje v 18. 17. stoletju in seveda mnogo prej. In tem bo namenjena podzbirka dela starejšega slovenskega slovstva. To je res najnovejše v tej zbirki zbranih del, kar ste zdaj omenili. Kar je najstarejše v tej zbirki, je pa njen začetek v letu 1946. Od takrat je išlo čez 270 knjig, od tega 15 ali 16 monografij, ki izpolnjujejo opus posameznega književnika in ga čim bolj vsestransko predstavijo. In lahko bi to vse skupaj poimenovali s posrečeno sintagmo, ki jo je zapisal naš kolega Marko Juvan, prav na začetek te knjige, da je to neuresničljiva ideja, ki pa se uresničuje že 70 let. Zares, ker je težko uresničljiva in na meji uresničljivega po ambicijah, temeljitosti in znanstveno-kritičnega izdajanja, hkrati po možnostih, ki jih raziskovalci imamo v institucionalnem smislu in potem po tistih možnostih, ki jih imamo čisto v ekonomskih razmerjih financiranja, trženja in tako. Ampak, hvala Bogu, ta zbirka obstaja, gre svojo pot in se ji odkrivajo vedno novi in novi zanimivi avtorji, ki jih je treba izdati, poskrbeti zanje. Tako da to mislim, da nekako se z nekim posrečenim dinamizmom se ta zbirka nekako živi naprej in menimo, da ima še veliko prihodnost, to vsekakor verjamem. S tem ste verjetno že želeli napovedati knjigo naslednjega? Pravzaprav sta zdaj pred nama dve monografiji istega avtorja, ki sta nekako sestri in mogoče lahko damo eno ob drugo. To sta monografiji, ki jo je gospod France Pibernik napisal o Vladimirju Truhlarju in drugo o Jožetu Udoviču. Gospod Pibernik je dolgoletni sodelavec zbirke zbranih del in je v tej seriji kritičnih izdaj uredil, mislim, da kar 5 opusov. 5 obsežnih opusov, od Antona Vodnika naprej kronološko, to se pravi Udovič, Truhlar, Hribovšek in Balantič. No, in vsakega od njih je tudi zelo, skoraj bi rekli, častitljivo in zgledno sklenil z lepo monografijo, kakor sta ti dve. Naj poudarim, da je posebna redkost naših časov to, da se vam zgodi, da z slovenskega podeželja, naprimer iz Udovičevega domačega kraja Cerknice, pride pobuda, da bi ena lokalna knjižnica prevzela vse stroške izdaje te monografije, če bi le z njo malce pohiteli in jo še izdali v letu 30-letnice pesnikove smrti. Glede tega smo se seveda veselo uskladili in tako je knjižnica Jožeta Udoviča financirala praktično v celoti nastanek te monografije. Če na hitro strnem, to sta dve zanimivi deli, kjer se pojavljata dva pomembna pesnika moderne slovenske poezije, oba sta rojena v letu 1912. Doživljala sta usodo prve svetovne vojne na zelo različne načine, Udovič zelo hudo, ker je v njej postal skoraj da sirota. Potem sta imela vsak svojo gimnazijsko pot, ko sta začela takrat pesniti in pisati literarne prispevke. In skupna točka še potem
v odločitvi za študij bogoslovja, za duhovniški poklic, tako rekoč, kjer je bil Truhlar 1 leto pred Udovičem in Udovič še 1 leto sta bila torej še skupaj v bogoslovju, potem je pa Udovič izstopil in se usmeril v književnost, slovistika, romanistika in skratka, potem sta šli njuni poti nekoliko, vsaka po svoje. Truhlar v emigracijo po vojni, kjer je postal na Gregorjani velik teolog evropskih razsežnosti z mnogimi prevodi v razne jezike, hkrati pa v tihih trenutkih zbranosti pesnik z globokim bibličnim navdihom, ampak iz katerega je izoblikoval zelo zanimivo modernistično liriko, ki pa žal v osrednjem slovenskem prostoru ni vplivala, ker je živela predvsem v emigrantskih kulturnih krogih. Udovičeva literarna usoda je bila čisto drugačna, seveda postopoma se je razvijal od bolj realistično angažiranega pesnika vojnih let, kmalu že, ko je spoznal obzorja evropske poezije, zlasti je bil pomemben zanj Lorca in je pravzaprav nehal v ospredje postavljati načrte lastne literarne zbirke, ampak je izdal antologijo iz Lorke, Pesem hoče biti luč, ki je imela, kot tukaj odlično dokumentira France Pibernik, izjemen vpliv na celo generacijo takrat mladih slovenskih modernistov in jim odprla čisto druge poglede na literaturo. Tista antologija bi bila danes pozabljena, če ne bi res Pibernik tako lucidno osvetlil z raznimi pričevanji in dokumenti, kakšen izjemen vpliv je imela. No, in še razni drugi vidiki so, skratka, njuni poti sta bili deloma različni, oba sta pa vsak po svoje prispevala neko vrhunsko modernistično liriko in z njo obogatila slovensko literaturo. Gospodu Piberniku, mislim, je to, kjer je tudi sam pesnik in občutljiv esejist, uspelo odlično pokazati. Hvala. Boste zdaj vi nadaljevali ali povabim k besedi doktora Mihaela Glavana? Mislim, da povabimo k besedi kar doktorja Mihaela Glavana, ki bo povedal nekaj o naslednji knjigi, to je Kocbekovo zbrano delo. V načrtu je priprava 10. knjige. Jaz bom o tem povedal samo nekaj težavnejših stvari. Težava je pa v tem, da torej svetla in lepa stvar cele stvari je v tem, da je gospod Glavan po smrti akademika Inkreta intenzivno nadaljeval s pripravo Kocbekovega zbranega dela. Kot vemo, je poznavalec njegovega opusa, zna brati njegovo težavno pisavo iz rokopisov in tako naprej. Skratka, veliko delo prepisovanja in komentiranja za 10. knjigo, ki obsega spise vojnega časa, prav vojnega časa, je bilo narejeno. Potem pa so nastopile zelo težavne, za zdaj nepremostljive težave z nosilci avtorskih pravic, ki so zdaj neka šestorica pesnikovih vnukov. Čeprav razumem, to ni važno, mi se moramo pogovarjati z avtorsko agencijo in ta je postavila take pogoje, da nam je delo pravzaprav delo z izdajanjem Kocbekovega zbranega dela praktično ustavila. 10. knjigo smo v resnih ekonomskih in praktičnih težavah tako prepolovili na 2 zvezka in prvi zvezek 10. knjige je zdaj pred nami, drugi zvezek pa upravičeno rečemo, da čeprav je že narejen, postavljen za tisk, izdelan in praktično končan, samo še tiskarji bi morali dokončati svoje, je ta drugi zvezek praktično ostal v zraku, z novinarsko krilatico bi lahko rekli v bunkerju. To je zelo zanimiv fenomen, da dediči pesnika, ustvarjalca tako rekoč blokirajo njegovo izdajanje njegovega zbranega dela v elitni zbirki znanstveno-kritičnih izdaj, ampak trenutno smo v tem. Tako da bo zdaj, izvolite, doktor Glavan, res predstavil samo prvi zvezek, ki je uspel ugledati luč sveta. Hvala lepa. Hvala.